Gospa Weissova, gledajte, malo imamo filmov o pogumnih ženskah, sploh v slovenskem prostoru. Vi pa sedaj že, kot vem, pripravljate dokumentarec o Jelki Mrak-Dolinar. Nam lahko kaj zaupate? V bistvu ne pripravljam še tega dokumentarca, čeprav z gospo Mrak-Dolinar smo posneli za dokumentarec o Angeli Vode, njeno pričevanje, njene zgodbe, ki jo lahko tudi beremo v knjigi Razne življenja, smo posneli njeno triurno pričevanje. Seveda tako knjiga, njena pretresljiva knjiga kot pričevanje kliče, torej vsaj po dokumentarnem filmu, če ne že po igranem filmu. Tudi njen opis, recimo v knjigi, je na način, kako piše, zelo v bistvu jasen, zelo vizualen, zelo pač pretresljivo jasen po teh postajah, kaj se sta sestro doživeli in pač njena družina in tako dalje na tem. Tako da to bi bilo seveda, to bi bil fajn narediti ta film zaradi resnice, zaradi zgodovine in zaradi vseh teh stvari, kot vedno se dela tudi določene stvari, da se ne bi več ponavljale in ponovile. Tako da, kot sem rekla, zdaj najprej končujem pobedu za lepo kuhar, ko smo pripravljali film o Angeli Vode, smo posneli tudi pričevanja z zapornicami in iz teh pričevanj zapornic in ki so neprecenljive vrednosti o resnici in o zgodovini in o osebnih tragedijah in o kolektivnih tragedijah navsezadnje. Torej, poleg tega pa smo posneli tudi živa pričevanja na Angelo Vode, z nekaterimi še, ki so jo poznali in imeli stika z njo. Torej, ta dokumentarec bo pač na voljo, jaz mislim, da enkrat, ne vem, aprila, maja bo najbrž prikazovan na televiziji Slovenija, to nastaja dokumentarno. Glejte, v teh filmih gre za resnične zgodbe posameznika. Kakšna je pri filmu meja med realnim in fiktivnim? Pazite, da resnica ne trpi? Ja, to je vedno eno veliko in zanimivo in dobro vprašanje in eno ker se pač resnica in pač prenos dokumentarnega v fiktivno in potem manipulacija in cel spektr možnosti od manipuliranja do filma, ki lahko postane res propagandističen, do tega, kako subtilno, resnično in ne vem, pošteno povedati zgodbo na način ali televizijskega jezika ali filmskega jezika. To je seveda najbolj tudi vprašanje individualne človekove etike do obravnave tem ljudi. Lahko pa na nek način tudi rečem, to je nekaj, kar tudi človek nosi sam sebi, kako je bil vzgojen, kako je bil postavljen. Tukaj se tudi navsezadnje ta manipulacija začne. Mi tudi danes lahko vidimo vedno, kako tudi danes, ne vem, če bi se zasukali zgodovinski dogodki, če bi se jim pri svojih, pač pri mojih srednjih letih, ne, včasih se zdaj tudi že tako pogovarjamo in rečemo, veš, se hitro se vidiš, kdo bi prestopil na kakšno in katero stran in to in kaj bi imel hitro pištolo v roki, oziroma tele meja zla v človeku je v bistvu tanka. Pripravljate mogoče še kakšen film zavezan resnici? Ja, v bistvu mi je tudi veliko viziv, mi je predvsem naprej piševa z Dušanom Šarotarjem, slovenskim pisateljem, tudi srednje generacije, po njegovem romanu Milijard Dobraju, scenarij, za katerega upava tudi, da bova nekoč dobila pač finančno podporo do realizacije. Gre za tudi spregledano veliko zgodbo, židovsko, slovensko zgodbo, ki se dogaja leta 1944 in leta 1945 v Prekmurju. Zgodba, ki jo je Dušan Šarotar v knjigi napisal, je prav tako nastala iz resničnostnega dogodka, torej izhaja iz svojega starega očeta Franca Švarca, ki je bil leta 1944 odpeljan s še 600
Judi v Murski Soboti v Auschwitz. Od teh Judov se je vrnilo nazaj 20, tudi njegov stari oče Franz Schwarz, pri tem pa da njegova žena in sin sta umrla v Auschwitzu, prav tako cela družina, ki izhaja iz istega konca. Potem pa tudi zgodba se nadaljuje še v letu 45, kot na vse zadnje Švarc, ki se vrne kot eden redkih Judov domov v Mursko Soboto, doživi še odzem preloženja, sinagoga, to zgodbo poznate, najbrž ste jo zdaj že velikokrat slišali, tudi obstaja, ta zgodba je tudi v mojem dokumentarcu že v letu 1989 bila zapisana sinagoga, ki je preživela Prvo svetovno vojno, Drugo svetovno vojno, pač ni preživela naše velike socialistične revolucije in je leta 1954 bila zrušena in na njeno mesto je bil postavljen prvi socialistični blok v Murski Soboti. Torej, zgodba Dušana Šarotarja in njegovega romana je resnična, izhaja iz resnične zgodbe, torej njegovih prednikov in o tem pripravila scenarij. Gospod Simčič, ali tudi po vašem, katerem delu že nastaja film? Da bi jaz videl, ne. Tudi, to sem se že večkrat slišal, prav da ta teden, 2-3krat, verjetno je kdo, torej, da se mi kdo rekel, da mi je kdo rekel, en najbolj znanih literarnih zgodovinarjev naših, pravi Simčič, človek na obeh stranih stene, to bi bil pa film, ampak to pred enim letom, pa tudi zdaj čase, verjetno je to kakšno od navdušencev nad mojo literaturo, bodi si nad človekom na obeh stranih stene, ali pa morda za skoraj dopolnjeno rost, ki se že 30 let čaka, da bi kdo vzel v roke enih od režiserjev, pa tudi, da smo si da jasni, si ne želi v tem momentu, da bi kdo vzel v roke, kot da pisanje za teater, a ne, morda je kdo navdušen rekel, to bi bilo dobene, do zdaj mislim, da bi dostopil čisto realno, to je stvar problematična. Pravice bi pa dali, ne? Kako? Pravice bi pa dali. Vprašanje komu. Dokler je v teatru mentaliteta, veste, ki se širi, ampak to je pri nas, veste, ki smo ultramoderni, v resnici pa to preživeto že 20-30 let, veste, da avtor drame ni avtor, ampak režiser je avtor. In kot tak se lahko dovoli, da reže, da dodaje, da spremeni karakter, tog časa, mislim, boš se odmakniti in misli na človek. Jaz sem hočela reči, ker jaz sem tudi slišala med filmarji, da se pač v romanu človek na obeh stranih stene, da ta roman nekako, to informacijo sem jaz dala naprej, da jo vroči in jaz tudi mislim, da bi bil to lahko izreden film in tudi pomemben tako kot filmska zgodba, tako kot zgodba enega zgodovinskega obdobja, ki ga tudi ne poznamo, torej govorimo o človeku na obeh stranih stene, ki se dogaja na drugi strani oceana. Tako da res zelo upam, da so te časi tudi tukaj in da bi tudi tak film, da bo kmalu nastal in če se ne bo noben drug prijavil, se bom jaz kmalu. Hvala lepa. Jaz nisem noben genij, ampak mislim, da imam nekaj prakse, ne samo, kar se pisanja tiče. Pa ne to pravi, to je človek, to je prvi slovenski, ki se zaničil na roman, tako pa je uspel, pa zdaj že v 5krat tiskan. Ko je bil prvič tiskan, sem mi poslali iz Evrope glasovi iz Rima, lahko vodep, Žarjav iz Pariza, pravi, ti si ti bi moral preko Pariz, tukaj bi ta knjiga je šla v 1000 izvodih, tam bo pa 100 ljudi to prebralo, ne? Potem bo vse zvidlo, ne? Ta človek ni mislil, da 20 let kasneje, 30 let, 40 let kasneje, da je samo v Ljubljani šlo ena založba 16 000 izvodov, ne? Hočem reči, ljudje ne vedo, ampak to so vse privatniki, zasebniki, ki na tihem, in jaz mislim zdaj, če bi jaz in sem mi glede pisal tudi vrsto scenarijev za filme, ne? Vrsto scenarijev za filme. Ker to sem taki amateri, ne? To, pa tudi,
mislim, da je resneto delikatna stvar ta roman. Jaz se ga ne bi upal napisati, ne kot filmar, ne kot pisatelj za film. Vse pa ni rečeno, da se bomo še pogovorili.